Pozdravljeni v seriji Forbesovih pogovorov 30 po 30, v kateri gostimo mlade, ki premikajo meje. Moj današnji sogovornik je Larsen Cundrić, ustanovni inženir startupa Browserius, ki sta ga pred 2 letoma v ZDA ustanovila slovenski podjetnik Gregor Žunič in Magnus Müller. Podjetje je razvilo orodje, ki poganja tako imenovane spletne agente umetne inteligence. Zdaj, zelo na kratko in zelo poenostavljeno, spletni agenti umetne inteligence so nekakšni posredniki oziroma algoritmi, ki brskajo po internetu in izvajajo naloge namesto nas. Njihov razvoj je pa sledil velikemu uspehu klepetalnikov, kakršen je recimo ChatGPT, ki ga seveda poznamo tako rekoč vsi. Larsen, dobrodošel. Živjo. Lahko za začetek pojasnite, zakaj gre pri vašem orodju oziroma rešitvi, kaj omogoča, kdo uporablja, zakaj se uporablja, kako deluje? Ja, se pravi, mogoče je zelo težko razumeti najprej, če reče spletni agenti umetne inteligence, zna biti zelo zakomplicirano razumeti. V bistvu na koncu se gre za to, da ogromno ljudi brska po spletu in tudi opravlja svoje delo na spletu. In mi smo se lotili tega problema, kako to zdaj avtomatizirati, zato da ti lahko samo agentu poveš, kaj želiš narediti na spletu in agent to naredi namesto tebe. Recimo en primer? Recimo zadnjič je Gregor Žunič, se pravi soustanovitelj, je rabo dobiti licenco za parking na ulicah San Francisca. In itak ne vemo niti kako, kje to sploh najdeti in potem je pač dal našemu toolu, oziroma kako se jim reče, orodju, je dal nalogo in je povedal, ok, povej mi zdaj, kako jaz to najdem, oziroma naredi to zame, povej, kakšne podatke od mene potrebuješ in se prijavi za to licenco. In to pač naš orodje naredi namesto tebe. In vaše orodje poganja že okrog več kot 1 milijon teh agentov, sva rekla, ne? Prelomnica v razvoju podjetja se je zgodila, ko je kitajski startup Butterfly Effect vključil vaše orodje v njihov model umetne inteligence Manus. Takrat je zelo poskočilo število uporabnikov, če se prav spomnim, pa me zanima, zdaj ste recimo več kot 1 milijon, koliko je to? A lahko postavite v nek kontekst, neko primerjavo? Je to veliko, malo, ker nimamo niti predstave? Sliši se veliko, ampak vemo pa ne. Ja. Se pravi, teh 1 milijon se predvsem gre, odvisno kaj gledamo, se pravi, produktov je več. Zdaj, tista zadeva, po katerem smo najbolj znani, je ta odprtokodni, oziroma v angleščini je to open source projekt, ki se imenuje Browserius, ki je postal največji odprtokodni projekt na svetu. Največji po čem? Po tako imenovanih GitHub zvezdicah. Se pravi, GitHub je tista platforma, kjer lahko kodo daš ostalim, zato da jo lahko vidijo, da jo lahko uporabijo v svojih programih in tako naprej. In se pravi, tam se večinoma gledajo projekti, kdo je največji, glede na zvezdic, to je, kot da bi rekel lajki na Instagramu. Jih imamo največ od vseh teh projektov, recimo. In tam, zdaj pred kratkim, smo presegali 2 milijona naložitev oziroma downloadov teh naše knjižnice. V enem dnevu smo jih naredili 2 milijona. Takrat, ko je bil Manus, je bilo to, smo se pogovarjali o par 10 tisoč oziroma mogoče 100 tisoč v enem dnevu. Zdaj pa 2 milijona v enem dnevu. 2 milijona na dan, ja. In po tem kriteriju ste največji? Ja. Ampak podobne rešitve razvijajo tudi drugi, ne? Recimo tudi tehnološki velikani, ker recimo imajo veliko sredstev in veliko denarja, kadrov in tako naprej za razvoj, bistveno več kot vi, ne? Pa me zanima, kako tekmujete z njimi, kako ostra je ta konkurenca, kje najdete svoj prostor tu? Ja, v bistvu, seveda so naša konkurenca, ampak oni recimo, kar delajo drugače, oni delajo na problemu tako imenovanega computer use, mi smo browser use. In to pomeni, da oni probajo avtomatizirati cel računalnik. Mi probamo avtomatizirati samo brskalnik. Recimo, in potem oni delajo še polno drugih stvari na računalniku, imajo čisto druge metode za to. Recimo operator od ChatGPT-ja specifično oziroma od OpenAI-ja. Tisto je bilo takrat,
ko sta browserji začela Gregor Žunič in Magnus Miller, je bilo to hot in so vsi začeli uporabljati, vsi so govorili o tem in bi se bil to tudi nekak ta začetek browserjusa, ki so bila tako, ok, lahko midva narediva tudi kaj podobnega. In kako hitro lahko to narediva. No? Izkazalo se je, da rabiš 4 dni, da neki osnovno verzijo tega narediš. Ampak operator danes je čist drugačen in ne bi rekel, da mi direktno konkuriramo z njimi, ampak imamo pa druge konkurente, seveda, kot so Browser Base, Firecrawl, OnKernel, par teh startupov, ki so tudi zelo hot v Silicijevi dolini oziroma Bay Area v San Franciscu. Ampak vsak ima nek svoj pristop. Recimo, eni so boljši za neke kratke te naloge na brskalniku, mi smo recimo boljši v daljših nalogah na brskalniku, po kompleksnih nalogah na brskalniku. In ja, konstantno tekmujemo, ampak še vedno sami verjamemo in tudi zgleda, da smo na sami fronti tega in pač inovacije, recimo na teh spletnih agentov. Kdo uporablja vaše orodje? V bistvu precej veliko ljudi uporablja naše orodje, recimo velike ekipe tudi v velikih firmah, oziroma ekipe v velikih firmah tudi uporabljajo v znanih firmah. Ampak to se bolj pogovarjamo o tem odprtokodne verziji, ne? Tiste, ki nam na koncu dela denar, ki je pač, tako se imenuje temu, hosted version, oziroma verzija, kjer ne rabi sami integrirati v bistvu. Lahko poklikajo na spletni strani naši in pač dobijo isto verzijo, kot je ta odprtokodna, samo da mi pač naredimo vse za njih. In to odprtokodna verzija v bistvu ogromno ljudi, niti sami mislim, da ne vemo, koliko in kdo vse to uporablja. Lahko samo sklepamo v bistvu na podlagi vseh teh metrik, kot so naprimer, kolikokrat na dan se knjižnica naloži na različnih lokacijah, koliko uporabnikov imamo preko anonimnih analitik, ki jih lahko vidimo, pač glede na to, kdo uporablja to. Ampak dejanskih imen pa težko povem. Ampak recimo slehernik, ki uporablja to orodje, zakaj ga lahko uporablja? Ne vem, za rezervacijo leta, za... Ja, v bistvu vse, kar se spomnite na spletu, kar imate za narediti, recimo lahko kakšne stvari opisovanje Excel, lahko so bukiranje letov, se pravi, lahko let naročiš, lahko hotel, vse poišči informacije na spletu, recimo take stvari. Kot ste omenili, je ta osnovna različica, imate pa tudi potem nadgradnje. Osnovna različica je brezplačna, nadgradnje so potem plačljive. Na spletni strani je podatek, da stane $29. Pa me zanima, je to glavni vir prihodka podjetja? O prihodkih sicer ne želite govoriti, ampak vseeno, vsaj kot viri prihodkov, oziroma kakšen poslovni model ste razvili? Ja, to je glavni vir prihodkov. Se pravi, vzamemo ta open source oziroma odprtokodni projekt, ki ga imamo, ki je zelo znan povsod, in ga zapakiramo v en tak paket z polno enih dodatkov, ki jih vemo, da ljudje potrebujejo oziroma firme potrebujejo, in to prodajemo kot neko naročnino, ki se začne pač pri $29 na mesec. Koliko je pa najvišji znesek? Zelo različno. Imamo tudi neke, ko se temu reče, enterprise deals, se pravi, za večjimi firmami posebne pogodbe, ampak recimo prav naročnina pa variira lahko tudi do, mislim, da so največ do $2500 na mesec. Ampak ali je veliko povpraševanje podjetij po tovrstnih orodjih? Precej. Pa iz katerih panog se sedaj izlučiti, ker se panoge oziroma regionalno? Zelo naključno. Imamo zelo zanimive stranke, ki delajo zelo različne stvari. Lahko si predstavljate, karkoli podjetje dela online, se da ponavadi tudi avtomatizirati. In potem imamo različne stranke iz različnih panogah, ki enostavno pridejo vse in reče, imamo ta specifičen problem in ga hočemo zdaj zautomatizirati oziroma rešiti z nekim orodjem, kot je Browseruse. Pa so večinoma ameriška podjetja ali niti ne? Večinoma so ameriška podjetja, bi rekel, ja. Prej ste tudi omenili, da vaš orodje uporabljajo tudi ekipe v velikih tehnoloških podjetjih, kot so Airbnb, Amazon, Anthropic, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Strip, Uber in druge. Kako je videti sodelovanje z njimi, oziroma kakšna je ta izkušnja?
vseeno gre to za največja tehnološka podjetja na svetu, a ne? Mislim, zame osebno je to zelo dobra izkušnja, da lahko delam s temi podjetji in pač vidim, kako oni delujejo in tako naprej. A ne. Tudi za njih kaj razvijete recimo stvari po naročilu ali niti ne? Ponovadi večje firme imajo neke svoje pogodbe in pač svoje, kako bi temu rekel, pogoje sodelovanja. To ne pomeni, recimo vse te firme, ki so naštel, to ne pomeni, da so oni naše direktne stranke, ampak nekje ena ekipa vsaj vemo, da pač uporablja naše orodje na tak ali drugačen način, če smo z njimi v komunikaciji ali pa nismo. Torej v bistvu niti ne morete reči, koliko uporabnikov ima Browseruse. Je nemogoče ugotoviti. Lahko sam sklepamo, ja. Ja. V blogu ste zapisali, da ste v zadnjem letu naredili vse napake, ki jih je mogoče pričakovati od inženirja, ki deluje prehitro, zdaj vas citiram. Nekatere so nas stale denar, druge uporabnike, vse pa so me naučile nekaj, kar bi se lahko naučil na lažji način, če bi se za 5 minut ustavil. Konec citata. Pa me zanima, kaj so vas naučile te lekcije in kam se vam tako mudi? Ja, predvsem mudi se nam narediti največje podjetje na svetu. Se pravi, res ambicije so ogromne. Če vprašate našega direktorja Magnusa Müllerja, njegova vizija je, jaz hočem računalniku povedati, kaj si želim in računalnik mi to naredi. To je to. Se pravi, noče niti uporabljati računalnika, konec koncev ne rabi tipkati, samo povemo in to dobi narejeno. Karkoli to že je. In ta vizija je ogromna. To pomeni, da bomo mogli narediti en kup enih inovacij, preden lahko pridemo do nekega takšnega končnega rezultata. Zdaj, napake same, recimo specifično, zakaj sem omenil, če bi se ustavil za 5 minut in tako naprej, gre se predvsem za to, da ko tako hitro gradiš neko ali kodo oziroma pač produkte, moraš hitro sklepati neke odločitve, kar na koncu privede lahko do napačnih odločitev. Tako da včasih je fino, da se ustaviš za 5 minut in se dejansko vprašaš, z nekom pogovoriš in dejansko prideš do neke rešitve, ki je boljša na dolgoročni čas, kot pa kratkoročni čas. In recimo na začetku sploh, prve 6 mesecev je bilo samo, vedeli smo, kaj hočemo približno narediti in smo res cepali v neke nove inovacije na spletni strani, na Browseruse tako in drugače. Na koncu se je izkazalo, če bi mogoče premislili pri vsaki tej odločitvi 5 minut več, ali pa 1 uro več, ali pa kakorkoli že, bi manj napak naredili, kot smo jih. Ampak ste se pa nekaj naučili. V kateri fazi razvoja, recimo, čeprav verjetno je težko reči, zdaj, kaj je končni cilj, nekaj ste sicer omenili, ampak vseeno, razvoj tam je zelo dolg najbrž. V kateri fazi razvoja je zdaj vaše orodje oziroma kaj je naslednji korak? Naslednji, bi rekla, nadgradnja, recimo. Ja, težko je vedeti, kje v razvoju seveda smo. Ker ne veš, kje je konec. Ne vem, kje je konec. Ni konca. Ampak rekel bi, zdaj naslednja inovacija, na katero se pripravljamo v naslednjih tednih, pride ven. Naredili smo par verzij naše knjižnice in prihaja neka nova, crazy verzija, ki je še boljša od ta starih in tako naprej, na kateri smo delali zdaj kar nekaj tednov oziroma lahko bi to rekel mesecev. To bo sledil zdaj v kratkem. Ne moram vam povedati točno specifik, ko pride nekaj novega ven, ki bo zelo zanimivo. Razumem. Lahko morda samo poveste na primeru, kaj bo zmogla ta verzija, ta različica, česar prejšnja ni mogla. Se pravi, ta prva verzija, ki sta jo Magnus in Gregor naredila, je bila zelo minimalna, recimo. Na to smo nadgrajevali konstantno vsak dan. Zdaj so neke določene metrike v tem, kako bi rekel, spaceu, v tem okolju agentov, ekosistemu, kjer imajo neke metrike, ki reče, ok, če pa to dosežeš 90% ali pa 100%, potem je pa to najboljši agent na svetu. V glavnem, po teh metrikah bomo bistveno izboljšali naš produkt. Težko gremo v detajle, zaradi tega, ker so zelo specifični. Bomo spremljali, ko bo to orodje zunaj. Ste pa ta Browseruse razvijali tudi v znanem ameriškem pospeševalniku Y Combinator, v katerega ste bili sprejeti.
Pa me najprej zanima, ker ta pospeševalnik ni ravno lahko priti. Pa me zanima, kakšni so bili pogoji, kaj se je zahtevalo od vas, kakšni so sploh postopki, da prideš v tak pospeševalnik. Ja, sam nisem bil del tega postopka priti v ta pospeševalnik. Gregor in Magnus sta bila takrat še sama in sta šele začenjala in delala na produktu. Vem pa, da ja, je težko priti noter, ne vem, zdaj, ne me točno za besedo držati, mislim, da se cifre gibljajo okoli 1 do 2% ljudi, ki se prijavijo, oni dejansko na koncu tudi sprejmejo. In to poteka tako, da moraš ti oddati neko prijavo, seveda neke svoje motivacije, kaj si zgradil, kaj si prej delal, se pravi nek tvoj življenjepis tudi daš noter, seveda. In pa predvsem, kar jih zanima je, kaj si ti naredil, oziroma če si že probal nekaj prodati in tako naprej. Kar bi nek pospeševalnik zanimal, seveda, če znaš ti to zadevo, ki si jo tudi naredil, tudi znati prodati in tako naprej. Oni naredijo potem intervju z parimi potencialnimi ekipami, ki bi lahko prišle v pospeševalnik in potem na podlagi tega povejo, a prideš not ali ne prideš not. Ampak naredijo že veliko selekcijo pred tem na podlagi vseh oddaj ekip, ki se prijavijo. Morda iz druge roke veste, kakšna je ta izkušnja delovanja pol leta v takem pospeševalniku in glede pač vseh ekip, ki so tam, ki se verjetno in mešajo in pogovarjajo, glede mentorjev, glede samega dela. Kaj odneseš? Kar sem slišal je, da je to ena najboljših izkušenj na svetu, če te zanima ustvarjati podjetje. To je najboljša izkušnja, kar greš lahko čez. YC je itak najbolj znan pospeševalnik na svetu, vsi hoče priti noter, zelo elitno je in enostavno po besedah Gregorja in Magnusa je pač bilo to totalno life-changing za njiju. Seveda začneš mislim, da trenutno traja 3 mesece cel ta program, začneš z en kup nekih predavanj, mentoriranj in tako naprej, na koncu po 3 mesecih pičaš svojo idejo oziroma predstaviš svojo idejo pred investitorji in probaš zbrati čim več denarja, kapitala za to, da ti lahko dejansko začneš in zaženeš to podjetje. Browseruse je zbral 17 milijonov tveganega kapitala, 17 milijonov dolarjev. To je kar zajetna številka. Pa me zanima, kako težko je bilo zbrati ta denar, ker nekateri, ki recimo so tudi že zbirali tvegani kapital, pravijo, da recimo od 100 pogovorov, predstavitev je nekaj popolnoma normalnega. Kako težko, oziroma kako je šlo to pri vas? Ja, se pravi, one dva sta konec marca, mislim, da imela ta tako imenovani demo day, kar pomeni dan predstavitev investitorjem. In to mislim, da... Torej lani, ne? Lani 2025, ja, 2025. In to je trajalo, mislim, da celo, oziroma ta demo day je bil en dan, kaj vem, in potem je trajalo to cel teden, kjer so se potem dobivali z investitorji in so imeli klice gor dol z raznimi temi investitorji. Zdaj, na srečo, seveda, bila sta v pravem trenutku na pravem mestu in seveda s pravimi izkušnjami v tem trenutku, kjer sta uspela narediti produkt, kot je Browseruse, ki je bil zelo velik hit v tistem času in bi lahko rekel, da sta bila ona dva takrat najboljši startup v Y Combinatorju za tisti čas. In za njiju specifično ni bilo težko zbrati tistih 17 milijonov. Lahko bi na koncu rekli, da so se grebali za deal v Browseruse. Ja. Kako pa zdaj ti vlagatelji recimo vplivajo na vaše odločitve, na vaše poslovanje, na vašo vizijo, kako razvijati podjetje naprej? Koliko imate recimo z njimi stika, sodelovanja? Minimalno, kar lahko rečem, kar vem, je mesečni update, kjer pač povemo, katere metrike smo dosegali oziroma kako metrike rastejo. Predvsem jih zanima rast. Če zadeve rastejo, so zelo zadovoljni, če zadeve ne rastejo, niso zadovoljni. Več pa ne znam niti povedati, ker nisem v stiku z njimi direktno.
Kako bi opisali ameriški ekosistem za startupe? Nisva na začetku povedala, ampak vi, ekipa je v San Franciscu, vi tudi živite in delate v San Franciscu. Zelo je intenzivno. Skoncentriranega je ogromno talenta, kapitala in pa tudi kupcev, bi rekel na koncu. In to pomeni, da je to epicenter predvsem za tehnološke inovacije. In to recimo meni zelo manjka tukaj v Evropi in tudi zaradi tega smo mi v San Franciscu. Jaz bi rekel sam, da če hočeš biti v ekosistemu umetne inteligence in tehnoloških inovacij, je San Francisco the place to be. Tam moraš biti, če hočeš res veliko firmo narediti. Zelo hiter. Gregor Žunič, torej soustanovitelj podjetja, je lani za Forbes Slovenija dejal v intervjuju, da je San Francisco zelo primerno mesto za zagon podjetja, ker je tam veliko vlagateljev, znanja, kadrov, energije in tako naprej. Da pa za širitev ekipe, trenutno vas je 10 v ekipi, da za širitev ekipe bi se ozirali tudi po Evropi. Zdaj je to še aktualno? Trenutno bi rekel, da to ni aktualno, ker niti ne iščemo novega kadra, ker hočemo stati čim manjša ekipa, kakor se le da. In je res, ko recimo naša ekipa res ne more več delati takega, kako bi rekel, toliko veliko stvari naenkrat, potem se pa začnemo spraševati, ok, mogoče bi pa še nekoga dodali ali pa 2. In zaenkrat 10 je dovolj. In ostajate v San Franciscu? Zaenkrat ostajamo v San Franciscu, Kako pa gledate recimo na iniciative iz Evrope, da bi podoben ekosistem, kot je v ZDA za startupe, postavili tudi v Evropski uniji? Recimo pred kratkim so v Bruslju predstavili 28. režim, ki predvideva recimo tudi ustanovitev EU Inc. To je povsem digitalno podjetje, ki ga bo mogoče ustanoviti v 48 urah za največ 100 evrov. Torej zelo poenostavljeno ustanavljanje podjetij, predvsem za ta mlada inovativna podjetja in seveda je tendenca tudi, da bi ta podjetja rasla potem v Evropi, ne da bi se ustanovila in potem preselila. Kako vi gledate na to? So take iniciative, je zaradi tega več možnosti za Evropo ali bi bilo potrebno čisto nekaj drugega? Iskreno me veseli, da Evropa gleda na to in vidi, ok, Ameriki gre zelo dobro. Lahko velika podjetja prihajajo iz Amerike ponavadi. Seveda imamo neke velikane tudi v Evropi in tako naprej. Ampak zdi se mi, da ni lih problem kako hitro lahko zaženem podjetje z čim manj kapitala, ampak je pač ekosistem ni na mestu, da bi trenutno lahko tako hitro rastoče podjetje bila v Evropi. Oziroma, preveč lepo je v Kaliforniji, v San Franciscu in ni dobrega razloga, zakaj bi hotel to v Evropi narediti, razen če imaš specifične stranke v Evropi, da bi res mogel biti v Evropi. Zame osebno, jaz bom še vedno posegal po Ameriki, oziroma specifično San Francisco in ta cel Bay Area, kakor pa da bi Evropa prišel delati firma ta trenutek. Ste ustanovni inženir, kar pomeni, mogoče ta izraz ni tako še udomačen pri nas. Je pa founding inženir, kar razširjeno recimo sploh na tem področju Silicijevi doline. To pomeni, da imate zelo veliko besede pri sprejemanju odločitev v podjetju in tudi, da ste udeleženi pri lastniški strukturi podjetja. Podjetje ste prišli aprila lani. Kako ste se srečali z Gregorjem in Magnusom? Zanimiva zgodba. Drugače, z Gregorjem sva bila v isti generaciji ASEF-a, ne vem, če poznate ASEF, American Slovenian Education Foundation, od profesorja Jureta Leskovca. Ameriška fundacija, tako znanstvena. Tako. Sva bila v isti generaciji takrat. In vedel sem za Gregorja, vedel sem, da dela startupe. Takrat je imel nekaj drugega, ne vem, točno s čim se je ukvarjal takrat. Jaz sem imel čisto neke druge stvari takrat.
Ampak vedela sva en za drugega nekako, bi rekel, oziroma saj jaz sem za njega vedel. Ampak slučajno med potovanjem po jugovzhodni Aziji sem dobil klic od prijatelja, ki živi v Mountain View trenutno, ki se je pogovarjal, tudi Slovenc, ki se je pogovarjal z Gregorjem specifično in je takrat stalih začela iskati kader oziroma tako imenovane founding inženirje oziroma ustanovne inženirje za Browseruse in me je priporočil in sva se potem slišala in tako se je začel pogovor z Gregorjem specifično. Potem seveda spoznal in v roku 1-2 tednov se je vse zgodilo takrat. In ste se preselili? Takoj, ko sem dobil vizo, ja. Cel ta viza postopek je svoja zadeva, ki tudi traja kar nekaj časa. Mislim, da sem čakal 6 mesecev na vizo. Do takrat smo bili pa v Evropi, malo smo potovali vmes, malo smo bili v Švici, malo smo bili v Španiji. Nadaljavo smo delali, dokler smo si čakali v bistvu na svojo vizo. Zdaj je ekipa 10, je pa ste vsi v San Franciscu, če sem prav razumela. Dva še vedno čakata na vizo, ker smo jih kasneje zaposlili, tako da sta tudi kasneje začela cel ta proces. Tako da še vedno 2 čakamo zdaj, da prijete. Ste iz vseh vetrov oziroma? Ja, ekipe je iz Španije, sprav Slovenija, Švica, Amerika, Indija. Ja. Najbrž še kdo, pa se zelo mora spomniti. Ja. Glavno pisana paleta. Ja, predvsej. Ja. Kako se recimo dogovarjate, ko razpravljate, ko sprejemate odločitve? Pogosto pride verjetno tudi do situacij, ko se ne strinjate, ko se krešejo mnenje in tako naprej. Imata ustanovitelja potem glavno besedo, zadnjo besedo? Ja, ali kako to gre? Ja, seveda. Ja. Jaz sem tukaj, da dam svoje strokovno mnenje, seveda probam pomagati, kakor lahko v določenih situacijah. Seveda imata one dva veliko več konteksta za pač celotno podjetje. Ampak na koncu, tudi če se jaz recimo ne strinjam, boste one dva sprejeli odločitev, če tudi bi jaz rekel, okay, ne bi šel v to smer, ampak one dva ste rekli, gremo v to smer. Na koncu koncev ima še vedno toliko zaupanja, da sem še vedno tukaj in zelo excited, zelo navdušen nad celotno zadevo, kam gremo na koncu. Tako da, ampak ja, one dva ima ta končno besedo. Ja. Kako močna je ta tehnološka skupnost slovenska, inženirska v San Franciscu, recimo? Koliko imate stika, koliko se povezujete, sodelujete, si pomagate mogoče? Bolj malo, iskreno. Mislim, da je tam zadnjič sem bil na enem meetupu v San Franciscu specifično, kjer sem spoznal par inženirjev slovenskih, ki so v območju San Francisca doma. In imajo startupe? Ne, to je v bistvu neka starejša generacija, ki so predvsem v teh večjih firmah, kot je Amazon, Google in tako naprej. Prav za startupe. Ne vem, če je še kakšen Slovenc trenutno tam, da bi delal startup, ki je tehničen. Vem za nekoga, ki je ravnokar zbral nekaj denarja za svoj startup v San Franciscu spet, drugače iz Londona. Pa se zdaj tudi seli v San Francisco. Ampak drugače pa Browseruse mislim, da je edini. No? Tako nimamo nobenih stikov z drugimi Slovenci, ki delajo startupe v San Franciscu trenutno. Jaz ne bi vedel, iskreno. Kakšno pa je življenje v San Franciscu? Pred leti so mediji res poročali, da nekoč živahno mesto, da se spopada z velikimi težavami, s porastom kriminala, drog in tako naprej. Kakšna je vaša izkušnja? Trenutno odlično, iskreno. Najverjetneje je to najljubša destinacija, kjer sva z ženo živela do zdaj. Meni je odlično. Klima je odlična, cel ekosistem, seveda to, kar je meni všeč, to, kar jaz želim, je odlično. Tako da nimam kaj reči. Seveda imajo probleme, tako kot vsako veliko ameriško mesto, kriminal in droga in tako naprej. Sicer s kolegi v firmi debatiramo, ki so že dlje, recimo v San Franciscu, da se je zelo izboljšalo v zadnjih parih letih. Ampak recimo mi specifično smo v enem delu mesta, kjer tega ni niti opaziti. Zelo lepo je tam. Uživamo. No, lepo. Larsen, najlepša hvala za pogovor in veliko uspeha še naprej. Hvala lepa.